Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Tokrat imam solo epizodo, pogledali bomo, kaj se je dogajalo na trgih v prvi polovici leta, predvajala bom tudi nekaj ključnih izsekov iz zadnjih nekaj epizod, na koncu pa tudi predstavila premike, ki sem jih naredila v mojem portfelju, ter tudi moj pogled na investiranje do konca tega leta in pa v prihodnjem letu, leta 2023. Čaka nas pestro leto, pestro obdobje, vendar pod črto menim, da tudi v najbolj viharnih časih lahko najdemo odlične naložbene priložnosti. Pri praktično vsaki pripravi na epizodo MoneyHow si pomagam z Bloomberg terminalom, tega uporabljam že kar nekaj let, tudi zadnjih nekaj mesecev na delu na Bloomberg Adriji. Tisti, ki boste epizodo gledali tudi na YouTubeu, boste lahko videli, bom z vami delila tudi zaslon, kjer vam bom pokazala nekaj ključnih grafov, nekaj ključnih statistik, zanimivih informacij in pa tudi nekaj teh zadev, ki jih pogledam praktično vsak dan tudi sama. Predlagam, da gremo kar na vsebino. Prva polovica leta lahko rečemo, da je bila kar precej razburljiva, zanimiva. Najbolj seveda nas je pretresla vojna, ki je izbruhnila 24. februarja v Ukrajini. Kako vojne vplivajo na kapitalske oziroma finančne trge, sem tudi predstavila v seriji epizod, ki sem jih pripravila ob invaziji Rusije na Ukrajino in pa seveda tudi, kako vojne in pa take situacije vplivajo na naše prihranke tudi. Povezavo bom delila v opisu epizode. Danes pravzaprav posledice vojne čutimo praktično vsi. Posledično se je okrepila seveda inflacija, predvsem zaradi vse višjih cen energentov in pa hrane. Predlagam, da kar pogledamo na graf. Tukaj vidimo, da je v bistvu v evroobmočju inflacija poskočila na 8,6%, medtem ko je v Sloveniji že preko 10% inflacija. Inflacija se bo še višala, vsaj tako se zdi, glede na nadaljnje napovedi podražitev. Predlagam tudi, da mogoče čisto samo iz radovednosti si tudi sami izračunate svojo osebno inflacijo. Kje to izračunate, bom objavila v opisu epizode. Mogoče boste ugotovili, da pri vas osebna inflacija ni tako visoka, kot je v bistvu ta povprečna inflacija. Je pa res tudi to, da podatek o višini povprečne inflacije je lahko seveda tudi zavajajoč in manipulativen. O tem, kako lahko v bistvu manipuliramo z inflacijo, smo se pogovarjali z Bojanom Ivancem iz GZS. Povezavo tudi objavim v opisu epizode. Se pravi, vlade, ne samo v Sloveniji, tudi drugod v bistvu iščejo načine, kako nekako umiriti to inflacijo in seveda posegajo v tržno gospodarstvo z raznimi ukrepi. Tudi pri nas vlada že napoveduje vladno intervencijo za lajšanje energetske draginje, mogoče tudi še kakšne druge, recimo prehranske. Takšni vladni posegi pa so le začasen obliž na rana spodaj se s takšnimi ukrepi ne celi, lahko pa seveda pomaga začasno pri reševanju stisk. O intervenciji vlad in pa seveda o vplivu na tržno gospodarstvo sva se pogovarjala tudi z Egonom Zakrajškom. On je nekdanji centralni bankir, bil je zaposlen, mislim, da 25 let pri ameriški centralni banki Fed. Živel pa je tudi vse od najstniških let v ZDA, tako da njegov pogled na te vladne intervencije je malce drugačen, kot smo navajeni v tem našem prostoru. Pa poglejmo njegovo izjavo. Absolutno se mi zdi, da kaj bi mogla država narediti, je to, da ti omejiti cene, dati kapice na cene je sigurno slaba ideja, zato ker cene so ti relativni signali, ki trgu sporočajo, ki proizvajalcem in ljudem, ki kupujejo stvari ali firmam, dajo signale, kaj to je. Spravi, če ti
začneš, narediš distorcijo tem signalom, se tudi nikoli povpraševanje in se tudi ponudba ne more prilagoditi temu povpraševanju. To pa tudi pomeni, da mora zdaj vlada vzdigniti roke in reči, sorry, we can't do anything, laissez-faire. Absolutno ne. Obstajajo šibki segmenti v družbi, govorimo o starejših občanih, upokojencih, družine za veliko otrok in starih. Bistveno bolj pametno je, da se tem ljudem, ki jim kupna moč res ogromno pada, ki so v nizkem, ki niso zavarovani, ki jim, stroški goriva, hrane pojejo 60% njihovega, 60-70% njihovega budžeta, je bistveno bolj, da se tem ljudem daje direktno subvencije, kot pa da se daje kapice na splošne cene goriva. Tako da tle bi lahko vlada naredila, kjerekoli vlade imajo bistveno bolj efektivno politiko, ki res pomaga ljudem, ki so najbolj prizadeti od tem. Ampak še zmeraj naredi pa distorcije tem tržnim signalom, ki so absolutno pomembni, da se bo enkrat ponudba in povpraševanje najdlo ravnotežje v boljših razmerah. Tako da, to so populistični ukrepi, seveda dobro zveni, ko greš na televizijo in rečeš, da zdaj bomo pa dali kapico na dizel, ne vem kaj tasga. Ampak iz ekonomskega in tudi socialnega vidika, pa to niso najboljši ukrepi. Tako je odgovoril Egon Zakrajšek. Moram priznati, da sem tudi od drugih nekaj priznanih ekonomistov slišala dosti podobno izjavo, ne samo ekonomistov, tudi predstavnikov nekih trgovcev, ki v bistvu podobno razmišljajo kot Egon Zakrajšek, kajti s temi intervencijami oziroma intervencionizmom se dejansko ruši samo tržno gospodarstvo. In sami vemo, prišli smo iz enega takega okolja, kjer tržno gospodarstvo ni funkcioniralo in seveda posledice so bile tudi precej znane. Zadnje čase se tudi precej pogosto govori o recesiji, ki v bistvu pomeni krčenje gospodarske aktivnosti oziroma bruto družbenega proizvoda 2 četrtletji zapored. Gre v bistvu precej za tak tehničen izraz. Kaj pomeni recesija? Pa predlagam, da za lažje razumevanje poslušamo eno bolj, recimo temu, inovativnih pojasnil, ki sem prepričana, jih ne boste našli v nobenem učbeniku. Tako da predlagam, da poslušamo Andraža Grahka iz Capital Genetics, ki ga večina pozna po teh sočnih obrazložitvah določenih ekonomskih terminov. Recesija je čiščenje, to moramo vedeti. Recesija je ko se je drek nabral, ga je treba spucati, in recesija očisti določene stvari. In dobro, to zdaj tako zvenelo. Vsi veste, da če navte nekaj časa šli na stranišče, to ne bo dobro, dajmo temu tako reči. In zdaj lahko poskušate to toliko časa, kolikor hočete, ampak na koncu bo ven usekal. To je recesija. Vsak pri sebi ve, kaj za njega pomeni recesija, to pomeni krčenje obsega poslovanja. Kdaj bomo pa v agregatu, ko bomo vse mrliče sešteli, ugotovili, da jih je dosti umrl, da lahko temu rečemo, da so padli na bojišču recesije in da zdaj lahko razglasimo recesije, in bo nek analitik v sredo ob enih, ki bo statističen urad to dal, lahko napisal članek o tem, to je pa za krivuljo, backwards looking. Zato v bistvu velja tudi, da so en izmed vodilnih kazalcev so tudi delniški trgi, ker delniški trgi probajo uračunavati sprot stvari in v bistvu tehtajo, ali pa glasujejo, a bo recesija in pač te nakazujejo, da se je pač to tveganje povečalo. Zdaj, ko se to pokaže v uradnih številkah, ponavadi tak tečaj več ne grejo navzdol, ker to pomeni, da so pravilno uračunali. Težava bi pa bila, če so bili še preveč optimistični, pa bi še slabše številke prišle, pa morali pa še eno nadstropje nižji z dvigalom, tako nekako. Tako, slišali smo, kaj je recesija. Mislim, da takšno pojasnilo razume, mislim, da praktično vsak. Zdaj, kar se tiče same recesije, slišimo tudi izredno veliko napovedi, včasih so že kar malce smešne. Številni analitiki napovedujejo različno verjetnost nastanka recesije, vidimo razpon vse od 10% do tam 90%, nekateri pa recesije sploh ne vidijo oziroma menijo, da do recesije sploh ne bo prišlo.
Včasih se zdi, ko gledamo te napovedi, kot bi v bistvu analitiki stali pred tarčo in s puščico ciljali v tarčo. Danes je 30, jutri je 80. Skratka, čez 24 mesecev pa verjetno zagotovo 100% verjetnost nastanka recesije. Dajmo pogledati, kaj pravijo oziroma kakšne so napovedi Bloombergovih analitikov. Skratka, tukaj vidimo za Ameriko, je v bistvu razpon zelo različen, v povprečju pa nekako 33% verjetnost nastanka recesije v obdobju 12 mesecev. Zdaj, če pogledamo napovedi analitikov oziroma analitskih hiš pa investicijskih bank, so zelo različni. Kot vidimo, tukaj imamo vse od 1% pa vse tja do 100%. Skratka, razpon teh napovedi izredno velik, ampak recimo tam v povprečju pa okrog 30 do 40% verjetnost. Preverila sem tudi seveda za Evropo. V Evropi oziroma v evroobmočju je trenutno verjetnost nastanka recesije 30%. Za obdobje enega leta, kot rečeno, v obdobju 24 mesecev, pa so v bistvu napovedi že tam 90-98%. To pomeni, da dejansko nas res čaka recesija. Ključno vprašanje pa je tudi, kako zelo globoka bo ta recesija. Mnenja tu so zopet popolnoma različna. Nekateri pravijo, da ne bo globoka, da bomo imeli mehak pristanek, drugi napovedujejo trd pristanek. Dajmo poslušati dve nasprotujoči si izjavi. Andraž Grahek pravi, da obstaja možnost trdega pristanka, medtem ko Domen Granta iz NLB Skradi verjame v mehak pristanek. Poslušajmo. Kar je naš osrednji scenarij trenutno je, da nekako v naslednjem letu pričakujemo, tako kot veliko nekako napovedovalcev, tudi mi stopamo na to stran, da nekako če so centralne banke se odločile, da v bistvu je inflacija trenutno glavni problem, jih skrbi, da bi nekako ostala z nami dlje časa, je edina realna stvar, ki jo lahko narediš, da res močno zabremzaš gospodarstvo oziroma greš v neko blažjo recesijo. Zdaj tisto, da recesije ne bomo videli, mogoče se jim posreči, da pridemo do tega scenarija, ampak kar mene pri centralnih bankah mogoče kratkoročno skrbi je to, da ne bojo dosti hitro reagirale. Tako kot so mogoče v lanskem letu, čeprav je bila visoka v bistvu zaposlenost, odlična gospodarska rast, imeli so inflacijo, pa so pač označili za prehodno, namesto da bi nekako reagirali, so ohranili zelo ekspanzivno monetarno politiko in nekako skrbi me, da se bo to v obratni smeri ponovil tudi trenutno. Ne pravim, da bo tako globoka recesija, nujno, ampak ne morem jo pa izključevati. Jaz mislim, da dajmo začeti z neko normalno recesijo, ki ponavadi traja leto do leto pa pol, vse malce dlje časa. Po mojem sem ukvarjal z recesijskimi krivuljami v L, dvojni V, ko to zgledali, tako da pričakujem, da bojo zdaj abecedarium analitiki ven prolekli, pa mal prah vdol odpihali in bomo tam filozofirali, ampak to pač bo, tako je, pač ljudje smo social beings in se moramo nekaj pogovarjati, čeprav nimamo pojma, kva počnemo, iskreno povedano. Recesijske krivulje so bile vedno zelo zabavne in prav tako špekulacije ekonomistov, kakšna pravzaprav črka bo na koncu tudi predvladala. Mislim, da je Andraž zelo lepo povedal, da so delniški trgi tisti, ki prvi uračunavajo tveganje nastanka recesije, ali so delniški trgi pravilno glasovali, pa bomo še videli. Poglejmo pa sedaj, kaj se je dogajalo ob polletju na borzi. Takole, če pogledamo, vsi večji indeksi beležijo dvomestne upade v odstotkih, seveda. Če pogledamo, je najbolj nekako upadel indeks, ki spremlja tehnološke delnice, in sicer Nasdaq, in sicer za 25,63%. Potem nekako lahko rečemo, da so tudi S&P 500, se pravi 500 največjih ameriških blue chipov, je v polletju ustvarilo skupaj v povprečju 18% upad. Kot vidimo, tudi evropske borze so vse
zabeležile, so vse obarvane rdeče in beležijo dvomestne upade. Eurostoxx 50 je upadel za 18%, Eurostoxx 600 je upadel za 14%, potem vidimo tudi francoska borza, nemška borza beležijo dvomestne upade, seveda v odstotkih. Tudi če pogledamo na drug konec sveta, v Azijo, vidimo tudi upade enomestne, Japonska, Nikkei 7% upad in pa Hang Seng 7% upad. Zdaj, če pogledamo tlele v sosednji stolpec, vidimo, da je vseeno prišlo do manjšega upada tečajev, če pretvorimo v evre, predvsem zaradi tega, ker je dolar v primerjavi z evrom tako močan. Se pravi, če pogledamo konkretno Nasdaq, vidimo, da je v ameriških dolarjih upadel za 25%, medtem ko v evrih za 17%. Za nas, evropske vlagatelje, je seveda pomembna tudi ta valutno tveganje oziroma valutna razlika. Vedno je seveda tudi vprašanje, koliko je še prostora za upad. Kot če pogledamo, vidimo, da to je ameriški, na grafu prikazujem ameriški indeks S&P 500, ker vidimo v zadnjih, vse od leta 2007, v bistvu tečaj rastejo, pravzaprav, če pogledamo bolj natančno, vidimo, da tečaj raste vse od marca 2009. V tem času se je S&P 500 okrepil za 473%, oziroma če gremo na tale vrh, je pridobil skoraj 500% oziroma 576%. Zdaj, če pogledamo v tem celotnem obdobju, je bilo kar nekaj nihanj. Najbolj boleče je bilo seveda marca 2020, ko je bila razglašena pandemija. Tukaj lahko tudi pogledamo, da so tečaji upadli za 35%, in pa seveda od te krize, od tega dna, ki je bilo doseženo v marcu 2020, so se tečaji pospeli za 114%, oziroma če upoštevamo zadnjo korekcijo za 75%. Sedaj, kot vidimo, borza je tak zelo živ organizem, stalno nekaj dogaja, nikoli ni dolg čas, vedno je potrebno biti tudi malce na preži, potrebno pa je seveda tudi pogledati, kaj se dogaja s posameznimi delnicami v teh indeksih. In če pogledamo posamezne delnice zlasti tehnološke panoge, vidimo, da so nekatere upadle za 60 in celo več odstotkov. Večina IT delnic sodi v kategorijo growth delnic, torej tistih delnic, ki se jim je napovedovala visoka rast v naslednjih nekaj letih, hkrati pa so bile tudi kar precej visoko vrednotene. Po drugi strani pa lahko ugotovimo, da so se nekako bolje obnesle tako imenovane value delnice, torej delnice podjetij, ki imajo nekako stabilen denarni tok in zelo tudi skromno pričakovanje oziroma obete za rast. Večina prihaja iz sektorja energije in surovine, tudi preskrbe, mogoče tudi prehrane. Dajmo pogledati tudi, kaj se je dogajalo po posameznih panogah. Tukaj vidimo konkretno, da je najbolj recimo v prvem polletju letos profitiral energy sektor oziroma panoga energije, 27,9% donosnost. Seveda vse ostalo je obarvano, kot vidite, rdeče, najslabše jo je odnesla in sicer za 28,6% upadom panoga trajnih potrošnih dobrin. Gre za tako imenovane consumer discretionary, to so recimo pralni stroj, pomivalni stroj, avtomobili, potovanje, turizem. Preko 20% upad pa vidimo, da beležijo tudi panoga komunikacij, tehnologija ter nepremičnine. Ter materiali so tudi kar precej upadli za 19%, z področja financ pa 17%. Pa poslušajmo Domno Grando iz NRB skladov, ki nam v bistvu pojasni, kaj so ciklični in kaj so neciklične panoge in zakaj je to pomembno, da razumemo. Se pravi, imamo na eni strani Energy, ki je letos zelo dober delo. Če gledamo recimo tudi, kaj se je trenutno že na trgu zgodilo, v bistvu te defenzivne panoge napram ostalim panogam so recimo
trenutno na 18-mesečnem dnu. Ja, recimo ciklične panoge so recimo neka potrošnja, se pravi to recimo prodajalci, ne vem, obutev, oblek, taka potrošnja, recimo, ali pa razni pomivalni stroji, avtomobili, to recimo banke, to so take klasične ciklične panoge, pa tudi recimo razne surovine, materijali, energija in take stvari, ker pač kadar gospodarstvo okreva, takrat dobro delajo, Na drugi strani imamo pa defenzivne panoge, se pravi, tiste so pa tiste osnovne dobrine, se pravi hrana, pijača, recimo tele podjetja, ki se v angleško reče utilities, ki so dobavitelji recimo električne energije, in se pravi recimo tudi neka farmacija deloma spada, in tudi kar je zanimivo, recimo nek utilities, farmacija, to so panoge recimo, ki so se letos relativno dobro odrezale tudi že do zdaj, tako da recimo kar je še mogoče, pa ne vem, če bi jo lih tako označil kot ciklično panoga, ampak tista, ki nas mogoče najbolj skrbi v trenutnih razmerah, še zmer kljub padcom ali pa kakorkoli v bistvu se letos presenetljivo dobro drži, je ta sektor real estate, Marsikdo se po tej lepi rasti v panogi energije vpraša, ali se splača investirati zdaj v te delnice. Na to nam je pa odgovoril Aleš Grbič, upravljalec premoženja iz Infonda. Poslušajmo ga. Ja, to je zelo, zelo dobro vprašanje, na katerega pač lahko podaš nek delni odgovor. Sigurno je psihološko za vlagatelje dobro, da imajo pretekle zmagovalce, ampak to ni garancija, da bodo tudi naprej dosegali donose. Zdaj, gre za vprašanje, kateri scenarij se bo odvijal, ali se bo to odvijal scenarij iz konca 70-ih let, začetka 80-ih, ko smo imeli energetsko krizo, ki je trajala 3 leta. Vidimo, da je po naslovnicah v spletnih oziroma časopisov, glavnih finančnih časopisov, da si Biden zelo prizadeva, da bi znižal inflacijo preko tega, da išče zaveznike, ki bi načrpali večje količine nafte dnevno. In tu je, mislim, da gre, treba bo spremljati to, in tudi zanimivo pa je tudi to videti, da ta embargo, ki ga je Evropska unija na rusko nafto sprejela, je bil že skomuniciran nekaj tednov pred tem dogodkom, in to lahko pač si razlagamo, da je precej premije za tveganje že štete v cenah nafte, in tudi lahko, da bo tehnično, da je ta reli izčrpan, ampak vseeno zgleda, da se formira nek vzorec, ki pomeni nadaljevanje trenda, in bomo videli, če nafta gre preko 130 in ostane nekaj dni tam, potem verjetno gre tudi na 140 in više. Ampak, kot rečeno, vsa ta geopolitična situacija bo usmerjala ceno nafte in tudi prizadevanja Bidena, da pri zaveznikih Saudski Arabiji doseže nek kompromis. Ameriška podjetja imajo tudi dokaj zvezane roke, ker vseeno rabijo nekje 12 do 18 mesecev, da zaženejo, da povečajo kapacitete ali pa tudi kakšne projekte, da zaženejo, in ni tako enostavno. Še posebej pa imajo tudi probleme pri dobavah materialov. To je tudi zanimivo, da na strani dobavne verige večina podjetij ima težave, tudi Apple ima težave, ne tako izrazite, ampak naftna podjetja imajo težave dobiti ustrezen material, in potem tudi cene čutijo stroškovno inflacijo, tudi pritiski na plače so dokaj izraziti, in res zanimivo obdobje nas čaka, in glede na to vse povedano, mogoče ni slabo, če človek malo poveča delež izpostavljenosti do teh energetskih naložb, ampak če pride do recesije, bojo cene nafte padle in potem bodo tudi delnice energetskih podjetij sledile temu. In zdaj se potem človek vpraša, kakšno je razmerje reward risk ratio, in tu pač ni toliko, da če je človek racionalen, potem se težko odloči za povišanje deleža energetskih naložb. Če je pač dela na svojem sentimentu, potem bo kupil nekaj, ampak racionalen človek težko.
Težko, kot pravi Aleš, težko se racionalni človek odloči za investicijo v energetski sektor, zato bodite previdni, investirajte v bistvu pametno in z glavo. Trenutno je cena nafte za 159 litrski sodček je potrebno odšteti $107. Blizu $130 pa smo bili 30.6.2008 smo imeli $139 za sodček nafte, medtem ko na zadnje smo bili blizu 130 in sicer 30.6. Je bila €114 za sodček nafte. V prvem uvodnem delu smo se dotaknili najbolj perečih stvari in sicer vse od inflacije, recesije, najbolj vročih panog in pa seveda tudi pogledali smo, kaj se je zgodilo v polletju na borzi. Vsem svetujem, da v polletju naredite oziroma pregledate svoje portfelje, jih tudi ustrezno prilagodite, naredite kakšno analizo, ugotovite, katerim naložbam ste bolj ali manj izpostavljeni, poskrbite tudi za ustrezne prilagoditve, da bodo v skladu z vašo naložbeno strategijo. O rebalansiranju portfeljev smo se pogovarjali tudi v eni od prejšnjih epizod in sicer z Živo Petkovšek iz Banke Slovenije in pa Simonom Skubinom iz Optim Traderja. Strategij rebalansiranja portfeljev je zelo veliko, številne te strategije implementirajo oziroma uporabljajo predvsem institucionalni vlagatelji, mali vlagatelji pa v bistvu ravnajo včasih malce po kmečki pameti, včasih pa uporabljajo strategijo delnih vstopov oziroma tudi delnih izstopov. Predlagam, da poslušamo Simona Skubina iz Optim Traderja, kaj nam je povedal o delnih vstopih in izstopih. Mislim, se je to, kar jaz in delni vstop in delni izstopi. Zdaj tukaj govorimo o malo bolj aktivnem trgovanju, tukaj ne govorimo o dolgoročnem, pa aktivno trgovanje vedno vsaj pač delno vstopaš in s tem v bistvu povečuješ verjetnost svojega uspeha. Ti zničuješ povprečno ceno in potem, ko se neka zadeva dejansko obrne, če si jo pravilno zanaliziral, se potem imaš pač boljšo vstopno točko, če lahko. In enako je potem z izstopi. Zdaj čakati na idealen izstop tega ni. Tako da je boljše pač si določiti neke določene točke, pri katerih izstopaš in potem id ven. Je pa ena stvar, ki bi poudaril pri nekih zadevah, ki pač delajo, jih je dobro vsaj minimalno pustiti. Zdaj, da se pač ti odločiš v enem trenutku, evo, zdaj pa to in vse prodaš, potem pa narediš še 200-300%, recimo hipotetično. Tako da te delni vstopi, to je nekaj, kar je pri aktivnem trgovanju zelo uporabi in mislim, da je to tudi prava pot, predvsem zato, da realiziraš in pa v bistvu, da tudi kupiš takrat, ko je treba. Ja, tako pravi Simon Skubin o izstopih in izstopih, predvsem pri malce bolj aktivnem trgovanju. Za tiste, ki so nekako dolgoročni vlagatelji, se pravi 20-30 let, je strategija vseeno malce drugačna in sicer bolj pasivna. Postaviti se je potrebno neke naložbene cilje, seveda oceniti svojo nagnjenost k tveganju in seveda potem tudi na podlagi tega nekako slediti svoje strategiji tudi investiranja. Glede na to, da smo pretekli mesec prvič videli medveda na borzi, to sicer pomeni, da so tečaji upadli za več kot 20%, sicer so se po teh prvih upadih tudi tečaji nekoliko ukrepili, a še vedno beležimo, kot že prej videno, v odstotkih dvomestne upade. Analitiki se niso čisto enotni, ali smo v medvedjem trendu ali nismo, kot vedno bo pa to vsem jasno šele, ko ne bo več toliko pomembno. Zdaj, ali se splača rebalansirati portfelje v okolju medveda ali bika, to nam je pa odgovorila Živa Petkovšek iz Banke Slovenije. Pa poglejmo. Ja, z vidika donosnosti se ne v bikovskem, ne v medvedjem trendu rebalansiranje portfelja ne izplača. Zdaj, zakaj ne? V bikovskih obdobjih je pač, kaj se dogaja, ne? Mi v trendu navzgor v bistvu zmanjšujemo izpostavljenost do bolj donosnih, a ne naložb, ne? In pač s tem izgubljamo donos. Je pa res, da recimo strategija, ki pa ne rebalansira, ne na donosnosti pridobi, ampak hkrati zelo poveča tveganost, ne? Tako da z vidika tveganju prilagojenih donosnost, pa rebalansiranje pozitivno vpliva, ne, na portfelj.
drugače pa pač v medvedih trendih, a ne v medvedih trendih pa povečujemo izpostavljenost do naložb z nadalje padajočo donosnostjo, a ne, in s tem tudi pač večamo volatilnost te strategije, tako da pač v teh obdobjih se pa tudi z vidika tveganja prilagojene donosnosti rebalansiranje ne izplača. Se pa recimo rebalansiranje tako z vidika donosnosti kot tveganja prilagojene donosnosti izplača pa v teh obdobjih, ki pa so mogoče brez neke prave tržne smeri, a ne, sideways obdobja so to. Zakaj ta obdobja so praviloma dosti volatilna, a ne, in se da z rebalansiranjem izkoristiti to lastnost, da vračanja k dolgoročnemu portfelju, no to mean reverting lastnost, a ne, in se pač na nek način dajo ustvarjati neki presežni, sicer omejeni ti donosi, a na naši analizi ugotovljeno, da pozitivni. To je bila Živa. Preden seveda vskočimo na mojo analizo prvega polletja in pa seveda mojega portfelja in spremembah v mojem portfelju, predlagam, da poslušamo samo še 2 izjavi na temo napovedi. Kot ste slišali, praktično v celem tem pogovoru vsi nekako špekulirajo, razmišljajo, napovedujejo prihodnost, ampak pod črto prihodnosti je izredno težko napovedati. Vidimo pa, da so napovedi analitikov precej konfuzne. Včasih se mi zdi, kot rečeno že na začetku, kot bi stali pred pikadom oziroma in metali v tarčo puščico. Dajmo poslušati, kako komentirata to Andraž in Egon Zakrajšek. Ja, veš, to je dober izraz v angleščini. Forecasting is hard. Forecasting future is even harder. Ja, veš, ljudje se, veš, jaz kot profesionalni ekonomist, ki se s tem ukvarjam leta in pišem članke, in tako naprej. Veš, ljudje ne razumejo, da bi rekel, naša možnost, da napovemo, kaj se bo recimo dogajalo z BDP-jom, rastjo BDP-ja, kvartal 1, 2, 3 kvartale vnaprej, je izredno šibka. Govorimo o pol leta nazaj. Tle imamo, bi rekel, nekaj, kar lahko, bi rekel, rečemo, ok, statistično je boljš, kot pa da mečemo kocko. Ko greš pa enkrat naprej na 4 kvartale, nažalost, tako je. Da to pomeni, to ni znanost, to ni egzaktna znanost. Tako približno, kako je težko napovedati vreme več kot par dni vnaprej, je bistveno še težje napovedati, kaj se bo zgodilo z ekonomsko rastjo v dolgoročnih terminih. Jaz bom tako rekel. Jaz bi rekel, da so vse napovedi enako napačne, kot so ves čas, samo zdaj nas tako hudičev zanima, kaj bo z recesijo in smo bolj pozorni na te ankete, koliko zadanejo in koliko ne, in je mogoče malo več, ko bi rekel, emocionalnega kapitala investiranega v neke novice, v neko vsebino, ki prinaša neko nezaželjeno mogoče realnost ali pa kakorkoli. Ja, tudi jaz ne znam napovedati prihodnost, vseeno pa je pa treba sprejemati odločitve na podlagi podatkov, ki jih trenutno imamo. Pred časom, mislim, da je na 14 dni ali pa 3 tedne nazaj, sem napisala na LinkedInu objavo, kaj sem storila s portfeljem naložb tik pred poletjem. Zapisala sem, da je moj portfelj pred poletjem doživel celovito preobrazbo, postal je bolj vitek. Kaj to pomeni? To pomeni, da sem v bistvu zmanjšala število delnic v mojem portfelju. V portfelju sem imela okoli 50 delnic, danes jih imam tam okrog 15. V portfelju so ostale v bistvu delnice blue chipov s stabilnim denarnim tokom in tudi takšne, ki so dividendno donosne. V nekaj mojih objavah na LinkedInu sem tudi objavila, kaj v mojem portfelju, katere so delnice v mojem portfelju, ne sicer vseh, ampak nekaj največjih. Med njimi sem, kot rečeno, omenjala Apple, Amazon, Microsoft, Facebook, Netflix in pa seveda druge delnice. Bi pa rada opozorila, da to ni priporočilo za nakup. Kar se je zgodilo tudi kar z nekaj mojimi delnicami, teh, ki sem jih zdaj naštela, da sem jih tudi v bistvu prodala, vendar predvsem zaradi tega, ker sem lovila davčno optimizacijo.
Vsak, ki upravlja s svojim portfeljem, mora vedeti, zakaj kakšne poteze povleče, potegne, zakaj se odloči za kakšne korake. V portfelju imam različne košarice ETF-ov, imam seveda take, ki so bolj globalno razpršene košarice, imam na določene regije, določene nišne trge oziroma nišne panoge. Tudi o tem sem večkrat v preteklosti govorila. Zdaj pa dajmo pogledati, kaj sem storila s svojimi naložbami v 4 korakih in pa tudi moje glavno motivacijo, zakaj sem to storila. Pred časom sem realizirala kar nekaj dobička za prodajo nekaj naložb. To se je zgodilo že kar nekaj časa nazaj, še v letošnjem letu seveda. Razloge, zakaj, ocenila sem, da je bil pravi trenutek za realizacijo teh dobičkov. Kot smo se danes že pogovarjali, imamo postopno dokupovanje in pa postopno prodajo naložb, ne kot strategijo. Tudi sama v bistvu sem tudi že omenila, da nekako sledim tej strategiji, čeprav moram iskreno povedati, da sem dolgoročni investitor, večinoma sem pasivni investitor, ampak v določenih korakih pa uberem tudi to strategijo dokupovanja, postopnega dokupovanja oziroma postopne prodaje. Zdaj, razlog za realizacijo teh dobičkov in pa posledično tudi prodajo izgubarskih delnic je predvsem davčna optimizacija. Kot veste, je pri nas trenutno vlada izredno velika negotovost, nova vlada je prišla na oblast in ta prva stvar, ki so napovedali spremembo davčne zakonodaje in pa seveda vračilo v prejšnje stanje, se pravi, prejšnja vlada je ob koncu mandata praktično spremenila davčno zakonodajo, znižala je obdavčitev kapitalskih dobičkov 27,5 na 25% in pa po 20 letih oziroma po 15 letih naj bi bil prost plačila davka. Prišla je nova vlada in ta prva stvar, ki so naredili, so rekli, gremo vrniti davke nazaj tam, kjer so bili. Želela bi si enkrat za spremembo, da bi imeli v parlamentu in v vladi finančno pismene politike oziroma ljudi. Mislim, da bi moralo biti eno od glavnih meril za vstop v parlament finančna pismenost oziroma test finančne pismenosti. Kajti to, da mi obvladamo gospodinjske finance, prihodki minus odhodki, enostavno tudi pri vodenju države ne gre. In moram reči, da v bistvu, da se vsakokratna vlada loti davčne zakonodaje na takšen način, se mi zdi, da vnaša zelo veliko negotovost med vsemi malimi vlagatelji, mali investitorji, ki v bistvu se odpoveduje delu razpoložljivega dohodka z namenom, da v bistvu ta denar pošlje okoli sveta, zato da se oplemeniti in da potem pride nazaj, zato da bomo imeli nekaj od svoje pokojnine. Verjamem v to, da moramo vsi sami poskrbeti za svojo pokojnino. Ne bo nihče drug poskrbel za vas, če ne boste sami poskrbeli sami za sebe. Mislim, da nas čaka cel kup drugih še nekih izdatkov na stara leta ali pa še mogoče ne na stara leta. Imamo probleme v zdravstveno blagajno, imamo težave samo demografijo, pokojninsko blagajno, cel kup nekih težav je, s tem, da prihajajo tudi težki časi, viharni časi, čeprav jih nihče v gospodarstvu oziroma v politiki ne vidi. Ampak ja, cel svet govori, da se ohlaja gospodarstvo in glede na to, da Slovenija ni neka oaza, ki bi bila lahko tam nekje na osamljenem otočku ločena stran od celotne gospodarske ekonomije, mislim, da smo zelo odvisni od tega, kaj se bo zgodilo v Nemčiji. Drugi motiv za prodajo naložb je bil tudi ta, da sem se znebila nekaterih investicij, ki enostavno imajo visoke stroške upravljanja teh produktov. Dogaja se disrupcija na področju upravljanja, konkurenca je vse večja, pod črto pa stroški pomembno vplivajo na donosnost naših naložb, zato je pomembno, da razumemo stroške in da točno vemo, kaj pomenijo vstopni stroški, še bolj pomembno pa je, da razumemo, kaj pomeni upravljalska provizija in koliko na letni ravni vi iz svojih prihrankov namenite upravljalcu, zato da upravlja z vašim denarjem.
Pod črto je pomembno seveda vedeti, kaj pomeni CSP oziroma celotni stroški poslovanja oziroma total expense ratio in kaj to v bistvu pomeni konec koncev tudi na končni rezultat. To je pomembno predvsem za tiste, ki investirate v vzajemne sklade, ki investirate v ETF-e. Pomembno je, da razumete, kaj dobite za svoj denar. Pomembno je, da razumete, kaj bi lahko dobili, če bi bili stroški upravljanja nižji ali pa celo, da bi bili skladi boljše upravljani. Pomembno je tudi, da razumete, kaj je primerjalni indeks oziroma benchmark in kaj pomeni, če ga upravljalec premoženja iz leta v leto, desetletja ne dosega. Kakšno oportunitetno izgubo imate vi zaradi tega? Naredite domačo nalogo, nihče ne bo naredil te domače naloge namesto vas, še najmanj pa tisti, ki vam to prodajajo. Potem, ko sem v bistvu realizirala dobičke, sem se vprašala, koliko davka bom plačala, malo me je stisnilo pri srcu, zato sem začela iskati rešitve in rešitev sem videla v tej korekciji, ki se je zgodila na trgu in sicer sem v bistvu izkoristila to korekcijo za prodajo izgubarskih naložb. Iskreno povedano, teh je bilo kar nekaj. Imela sem v portfelju kar nekaj kitajskih tehnoloških gigantov oziroma velikanov. Nisem nekako pričakovala, da bo kitajska vlada tako močno udarila po tehnoloških gigantih. Z nekaterimi delnicami sem imela tudi 90% izgubo. Znebila sem se pa tudi, oziroma prodala pa sem tudi nekatere naložbe, za katere verjamem, da bodo v prihodnosti dobro poslovala, ampak enostavno sem jih kupila očitno ob napačnem času in posledično sem z temi zadnjimi korekcijami ustvarjala tudi kar lepo izgubo. Kot rečeno, jaz sem dolgoročni vlagatelj in začimbami začinim svoj portfelj. Pretežno investiram v visoko tvegane investicije, ampak s tistim osnovnim delom svojega portfelja pa v bistvu se ne igram na tak način, kot v bistvu s tistim ta drugim delom portfelja. Kot rečeno, v osnovi imam tisto zdravo jedro, govorimo o globalno razpršenih ETF-ih in pa seveda nekaterih drugih košaricah, za katere samo ocenjujem, da so lahko zanimive za dolgoročne investitorje. Potem seveda ta četrta stvar, ki bi želela seveda poudariti, vsa ta sredstva oziroma denar, ki sem ga v bistvu nekako ustvarila oziroma realizirala, ne pomeni, da bom zdaj šla na nek shopping spree ali pa da ga bom porabila za počitnice ali karkoli, pač enostavno za te cilje varčujem na drugačen način, za kratkoročne cilje, počitnice in podobno, ne, ampak ta denar bom reinvestirala. Seveda ne bom šla z večjimi vsotami denarja sedaj na trg, to smo se že naučili tekom v bistvu vseh teh epizod. Če imamo večje količine denarja, 10, 15, 20, 30, 100 tisoč evrov in več, je smiselno te razdeliti na 12 do 18 delov in jih lepo počasi plasirati na trg. Toliko namreč v povprečju traja v bistvu obdobje medveda oziroma recimo temu recesije. Kot dolgoročni vlagatelj verjamem, da bo prišla nevihtna obdobja, ne samo sedaj v letu 2023, ampak verjetno tudi kdaj v prihodnosti, čez 10, 20 let, se veste, vedno se dogajajo te cikli, na vsake 7, 8, 9 let se zgodi nek tak cikl in takrat je treba biti pripravljen tudi na te zgodbe. Napovedi, težko je biti pameten v tem okolju, zdi se, da je zelo veliko pametnjakovičev v tem trenutku, ampak v tem okolju, kot smo trenutno, se mi zdi najbolj nekako najbolj smiselno, da ostaneš zvest tisti svoji prvotni naložbene strategiji in da v bistvu se ne pustiš nekako prepričati v nasprotno. Marsikdo zdaj precej mailov dobivam v smislu, a ne bi bilo bolj smiselno počakati, da se zgodi ta recesija, 50-60% upad tečajev. Iskreno povedano, bili smo že v teh obdobjih in iskreno povedano opazila sem, da marsikdo
ko prevladuje daljše obdobje pesimizma, ko ni nekih pozitivnih novic ali pa pozitivnih premikov navzgor, se mi zdi, da mali vlagatelji s težkim srcem stopijo na borzo. Tudi danes recimo mi je zanimivo, kako nekateri se ne želijo o tem izobraziti ravno zaradi tega, ker pač menijo, da ni pravi čas za investiranje. Če je kdaj pravi čas za investiranje, takrat, ko v bistvu prihajajo ta viharna obdobja, ko se enostavno potrebno usesti, pogledati, kaj se dogaja na trgu in pa seveda poiskati priložnosti. Nekako se mi zdi, da ravno iz tega vidika smo pogosto tudi potem kaznovani, ker nismo pravočasno bili na pravem mestu v pravem času. Tako da jaz vsem vam svetujem prvi korak, najprej v polletju pogledajte svoje portfelje, preverite, kaj se je zgodilo z vašim portfeljem po zadnjih korekcijah. Jaz moram iskreno povedati, da junija oziroma julija še nikoli nisem bila tako pripravljena na oddajo davčne napovedi, ki jo bom oddajala februarja naslednje leto kot letos. To se mi je zdaj prvič zgodilo. Jaz sem ena tisti, ki zadnji vlak lovi tik pred zdajci vedno oddajam, pa ne bi se s tem hvalila zdaj. Skratka, svetujem, kot rečeno, da pogledate svoje portfelje, da ocenite svojo nagnjenost k tveganju, še enkrat se vprašajte, koliko v bistvu tega stresa, pritiska boste zmogli prenesti. Če bodo tečajnice upadle za 50-60%, Warren Buffett pravi, da če niste sposobni tega nekako prenesti, potem ni borza za vas. Kot drugo, svetujem, da tudi v obdobju, ko bo težko, ostanete zvesti svoji naložbeni strategiji in lepo počasi plasirate svoj denar na trg. Toliko z moje strani. Če želite spremljati moje objave, dajte še majčkeno pogledati na LinkedInu, ker tam se mi zdi, imam dostikrat zvečer kakšno inspiracijo in napišem kakšen post oziroma kakšne sporočilce. Sicer pa se seveda slišimo že naslednji teden oziroma že čez par dni z novo epizodo. Govorili bomo pa o sektorju energije oziroma energentov in surovin. Tako da se slišimo, najlepša hvala za vaš čas, za vašo pozornost. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav!